Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Spominu na generala Rudolfa Maistra smo se danes že poklonili s polaganjem venca pred njegovim spomenikom. Nadaljujemo pa z otvoritvijo posebne razstave z imenom Slovenska vojska 1918 do 1920 v luči poštne zgodovine. Zbirko paketnih kart, pisem, dopisnic in razglednic iz omenjenega obdobja je zbral gospod Cvetko Zupančič. Z nami pa je gospa Ana Aleksandra Zupančič, direktorica šole Zupančič in Zupančič, sicer snaha pokojnega Cvetka Zupančiča. Izvolite. Spoštovani izbrani, dober dan. Jaz sama sem se z imenom Rudolfa Maistra prvič srečala v mojih gimnazijskih letih. Takrat so v parku moje gimnazije zamenjali prejšnje obeležje in postavili kip generala. Leninov trg v Mariboru je postal trg generala Maistra. O prvem nas niso več učili, o drugem pa tudi nismo slišali kaj dosti. Pa bi mi to znanje prav prišlo leta kasneje, ko sem se primožila v hišo Cvetka Zupančiča, ki je postal moj tast, bi mi prav prišlo zato, ker bi se zagotovo prej prikupila lahko mojemu bodočemu tastu. Pa tudi prav bi bilo, da bi vedela, da kraji, v katerih sem jaz odraščala, niso slovenski kar tako samoumevno, ampak da so slovenski zato, ker so v pravem trenutku bili pogumni možje, ki so jih napravili slovenske. Cvetko Zupančič, ki je lansko leto preminil, torej moj tast, je gradivo, ki ga bomo potem pogledali, zbiral 30 let. Izbor tega gradiva je tudi na današnji razstavi. Njegov pomemben vzornik je bil general Rudolf Maister. Zelo ga je občudoval, velikokrat govoril o njem in veliko je vedel o njem. Torej, jaz sem potegnila nekaj vzporednic z mojim tastom in Rudolfom Maistrom. In sicer, moj tast se je rodil sicer 50 let kasneje, a oba sta bila vojaka. Moj tast je bil vojak Šercerjeve brigade, ranjen je bil v bitkah na Koroškem. Oba sta ljubila slovensko besedo, oba sta pisala pesmi. Moj tast Cvetko je velikokrat povedal, ponosno povedal, da smo Slovenci svojo vojsko, slovensko vojsko, dobili že leta 1918. Sicer je bila slovenska kratek čas, a takrat je poveljevalo se in uradovalo v slovenskem jeziku. Drugače so rdeča nit te razstave žigov verigarji. To so znamenite znamke tisočerih odtenkov, ki so simbol svobode. Namreč verigarji nosijo na sebi oziroma slika sužnja, ki trga verige, je na teh verigarjih. Tako se razpoznajo te znamke. Rudolf Maister je verige razklenil z močjo izgovorjene besede. Ob pravem času, na pravem kraju in pravim ljudem je izgovoril zgodovino pravi človek. Mat v 3 besedah: ne priznavam, razglašam, prevzemam. Za to zbirko, ki je na ogled, so se pogosto ogrevali kolegi zbiralci mojega tasta in poznavalci zgodovinskih dokumentov iz sosednje Avstrije. Želeli so jo uvrstiti v svoje zbirke, v katerih severovzhodna Slovenija ne obstaja. Cvetko je zavrnil mamljive pogodbe in ponudbe, saj ni želel umazati odlikovanj na prsih znamenitega vzornika. Zato je ta zbirka postala naša dragocena družinska zlatnina in mi smo zelo veseli, da lahko ustrežemo želji Ministrstva za obrambo Republike Slovenije in postrojimo dragocene dokumente. Spoštovani kolegi in kolegice, dragi sodelavci, spoštovana gospa Zupančič, zelo smo veseli, da smo se lahko zbrali ob tej zelo zanimivi in poučni razstavi, ampak vi ste tako o Maistru kot o povezanosti gospoda Cvetka Zupančiča z Rudolfom Maistrom tako lepo spregovorili, da je vse, kar lahko dodam po imenu Ministrstva za obrambo, velika zahvala, da imamo čast
imeti in skrbeti nekaj dni, mogoče nekaj tednov, za tako pomembno in tako dragoceno zbirko, ki je po eni strani življenjsko delo gospoda Cvetka Zupančiča, po drugi strani je pa tudi odtis časa in odnosa do nekega časa v naši zgodovini. Tako skrbno in tako natančno, z tolikšno ljubeznijo, kot je on zbiral in čuval tako poštne znamke kot žige in druge oznake, to neko posebnost določenega časa, povezano z Slovensko vojsko v letih 1918-1920, tako skrbno se malo kdo poloti svojega, lahko rečemo, odnosa do zgodovine. In tudi zato je prav in lepo, da imamo tudi mi nekaj možnosti videti in biti poleg tako zanimivega in svojstvenega pogleda na Rudolfa Maistra in pa prvo slovensko vojsko. Ker ste vi zelo veliko in zelo lepo povedali o časih, Maistrovih časih skozi poštne znamke, prav, da se danes vprašamo, kako pa danes pravzaprav skrbimo za stik vojakov, ljudi, ki jih imamo na mednarodnih misijah, za njihov stik s svojimi družinami, kajti za to je šlo. Poštna znamka torej je pravzaprav sporočilo o potrebi po komunikaciji, po vezeh, po tem, da čeprav smo daleč narazen, si poskušamo svoje vtise, svoje občutke in svoje misli v mnogih primerih, ko je šlo za vojake na fronti, tudi zadnje misli sporočiti. Zato je prav, da si tudi danes ob spominu na Rudolfa Maistra vsi skupaj sporočimo, da je bil to temelj naše slovenske vojske in, ko govorimo o znamkah, tudi slovenske države. Kajti znamke, poštne znamke, so znak suverenosti neke države. In tu, na tej točki, torej, spoštovani gospodje in gospe, naši dragi sodelavci, še enkrat hvala vam. Hvala pravzaprav celi družini. Zupančič, tako vašemu tastu, ki ga žal ne moremo več pozdraviti v svoji sredini, ampak imamo srečo, da preko njegove družine vendarle imamo stik z njegovim delom. Hvala vam, ker ste danes z nami. In pa hvala tudi gospodu Zdravkotu, ki ga ni z nami, pa vendarle moramo povedati, da je kar nekaj naših članov službe za odnose z javnostmi šlo v njegovo šolo učenja retoričnega nastopanja. Skratka, družina Zupančič je na poseben način povezana z nami tu na Ministrstvu za obrambo, zato velika hvala za vse in zlasti za možnost, ki jo imamo danes ob tej razstavi. Zato, preden odpremo čisto zares to našo razstavo in se ob njej tudi pogovorimo o podrobnostih, naj izrečem tudi veliko zahvalo našemu trobilnemu kvintetu, ki je del orkestra Slovenske vojske, in sicer zato, ker tako kot poštne znamke kažejo na suverenost neke države, tako tudi glasba, orkestri in zlasti vojaški orkestri kažejo na suverenost neke vojske in neke države. Naj bo vsem nam še dolgo moč poslušati vaše čutke. Dragi kolegi, kolegice, razstava je odprta, veselimo se je, pazimo na njo in naj bo sestavni del našega dela in življenja. Srečno! Thank you.